Med prvo fazo korone sem izgubil zaposlitev, na kar se mi je momentalno, recimo temu tako kot vsakemu verjetno v takem momentu, porušil svet. Včlanil sem se v društvo Duh časa, ker pač sem hotel čas porabiti svoj prosti čas kvalitetno. V društvu Duh časa smo obnavljali računalnike in podarjali jih otrokom brez računalnikov v tistem obdobju šolanja na daljavo. Ob enem momentu se mi je porušila polica iz monitorji, to je bil moj eureka moment, da dejansko se da iz smeti, recimo temu tako, narediti nekaj koristnega in dati še nazaj in s tem še ohraniti naravo, ne. Včlanil sem se v PONI, podjetje Nadzive, v razvojnem centru Novo mesto, kjer se je dejansko začelo vse skupaj bolj profesionalno odvijati. Če začnem na začetku, kaj sploh je reusable technology, se pravi, reusable technology se razvija napredne rešitve za ponovno uporabo elektronskih odpadkov. Jaz za problem dejansko elektronskih odpadkov, če govorim konkretno, sploh nisem vedel, kako zelo velik je, dokler nisem, se pravi, v tej priložnosti zajadral vso to dokumentacijo. Takrat sem dejansko šele ugotovil, kakšen problem so elektronski odpadki, da je zadeva šokantna in bi jo morali reševati že 30 let nazaj, ne pa danes. Reusable technology teče, bom rekel, na res različnih področjih. Na eni strani pridobivamo odpadke, katere potem poskušamo reuporabiti. Zdaj velik fokus dajemo litij-ionskim baterijam, smo razvojno naravnano podjetje in razvijamo kar precej nekih produktov, ki so narejeni iz e-odpadkov. Zdaj pa, ko smo se odločali, kateri izdelek narediti, se pravi, s katerim izdelkom bi komunicirali to zgodbo, poslanstvo reusable technology, smo iskali izdelek, ki dostopa do širše populacije. Nekaj, kar je dostopno vsakemu, se pravi tudi cenovno, in tako je prišel prvi powerbank oziroma naš prvi produkt ReBank Mini. Gre za powerbank, ki je kot prvi na svetu, ki ga poganja reciklirana baterijska celica in pa kot prvi narejen v Evropski uniji, točno je tukaj pri nas doma v Sloveniji, narejen pa praktično popolnoma iz odpadkov. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo iz smetišča vzeli neko baterijo, jo obnovili, jo pripravili na ponovno uporabo in recimo iz mizarskih delavnic vzeli ostanke orehovega lesa in iz njega naredilo hiše. Vse skupaj združili in nastal je recimo unikaten produkt, najbolj zmogljiv žepni powerbank na svetu, ReBank Mini. ReBank Mini je, se pravi, bil prvi produkt, katerega smo namenili kot promocijska darila podjetjem. Tu gre za business to business prodajo, kjer smo se mogli povezati z različnimi podjetji in jim to zadevo potem tudi predstaviti in prodati, ne, na koncu. Smo pa razvili tudi lučko, se pravi prenosno svetilko, katero smo pa namenili končnim kupcem in je možno dostopna, se pravi, v različnih spletnih trgovinah, največjih v Sloveniji. V letu 2021 smo sodelovali v evropskem pospeševalniku Clim Accelerator Beyond, kjer smo bili zmagovalci za Srednjo Evropo, med več kot 160, mislim, da je bilo kandidatov. Recimo, eden od takih mejnikov za nas je bil tudi včerajšnji dan, ko smo dobili nagrado, priznanje za najbolj okolju zelen produkt, oziroma smo finalisti bili v tem naboru, ampak smo prišli do tega, te potrditve, da smo na pravi poti in da tudi recimo nek tak časnik, kot so Finance, prepozna ta potencial in nam da to vlije nekega novega elana. Zdaj, izzivi so neprestano prisotni, posebej so se pojavili tudi v prodaji, ampak moram pa omeniti dejstvo, da smo mi prodali 800 powerbankov, ReBank Minijev, še predno smo imeli podjetje sploh odprto, oziroma predno smo imeli tudi te powerbanke narejene. Sama se zavedava, da je izjemno pomembno to, da se povezujemo med seboj, se pravi, ljudje smo na splošno socialna bitja, tako da to nam je skupnega in v skupnem interesu, tako da se tudi sama mreživa, iščeva se prav nova znanja, imava kar precej mentorjev in udeležujejo se različnih dogodkov. In na ta način tudi midva sama vračava nazaj, se pravi, tudi midva nastopava na različnih dogodkih in predstavljava našo zgodbo. Bila sva tudi že na srednjih šolah, osnovnih šolah, kjer želiva mladim dati, se pravi, to nek navdih in pa opozoriti, da so priložnosti tudi okrog nas, mogoče, ker zaenkrat še ne vidimo te priložnosti, se pravi, ampak so se pravi prisotne. Vizija, recimo temu našega podjetja Reusable Technologies, je, da besede spremenimo v dejanja, ker je precej pomanjkanja
lepo govoričenja o ekologiji, o krožnem gospodarstvu, o marsičem. Dejansko se pa zelo, zelo malo dela na tem. Tako da vizija v prihodnosti je, da se z našim tehnološkim procesom obnavljajo baterije na državnih ravneh po celem svetu. In v tem primeru oba midva s Tomažem, se pravi tukaj v tej zgodbi, ko ustvarjamo, si želiva narediti nekaj za skupno dobro, oba sva starša, imava lastne otroke in svojim otrokom želim pustiti vsaj take pogoje, kot sem jih imel tudi sam. Vem, da je v vsem tem svetu materializma težko shift narediti v glavi in zabrediti v smeti, ampak smeti so trenutno verjetno največji potencial. Se velikokrat pošalim pa rečem, da reusable technologies, da smo novodobni ozaveščeni smetarji. Ker pobiramo smeti, se pravi nekaj, kar vsi skupaj povzročamo iz dneva v dan, hočemo nočemo, se pravi kot potrošniška družba to na ta način delujemo. Zdaj pa premalo se po moje zavedamo, koliko je nekega potenciala dejansko v teh odpadkih, smeteh, ki ležijo okrog nas.